Čez trenutek bomo na 18.000 čevljih. To je globina, do katere je šel Bud Brigman v Breznu. Jaz to počnem zares. Na samem dnu Tihega oceana je kraj, ki skorajda ni več del običajnega sveta. Kraj, kjer ni sončne svetlobe, je izjemno mrzlo in pritisk je tako močan, da lahko zdrobi jeklo kot pločevinko. To je Marijanski jarek, najgloblji del oceana na celotni Zemlji. Nahaja se v zahodnem delu Tihega oceana, blizu med Japonsko in Filipini. Zaradi svoje izjemne globine bi celo najvišja gora na svetu, Mount Everest, še vedno potonila, brat. Če bi ga postavili na samo dno, po raziskavah National Geographic in NOAA oziroma Nacionalne uprave za oceane in atmosfero ZDA, doseže globina skoraj 7 milj na najglobljem delu, ki se imenuje globočina Challenger. Dolgo časa so ljudje mislili, da na tem mestu ne živi ničesar, ker je to kot temna in mrzla jama, v kateri ne more preživeti nobeno živo bitje. Toda z napredkom tehnologije in poglobljenimi raziskavami znanstvenikov so postopoma odkrili, da je bilo prejšnje prepričanje napačno. Kljub izjemni temi in pritisku, tam še vedno obstajajo nenavadni organizmi, ki živijo v globinah. Obstajajo ribe, majhna bitja in bakterije, ki lahko preživijo, čeprav so pogoji skoraj nemogoči. Še bolj presenetljivo je, da niso odvisni od sončne svetlobe za preživetje. Namesto tega uporabljajo kemikalije iz globin Zemlje za pridobivanje energije kot nekakšen lasten ekosistem, ločen od sveta, in smo ga vajeni na površju. Toda bolj ko odkrivamo Marijanski jarek, večje zanimanje kažejo tudi velike države. To ni zgolj preprosto globoko morje. Postopoma postaja pomemben del svetovne tekme na področju znanosti, tehnologije, virov in vojaške strategije. Po mnenju analitikov in pomorskih strokovnjakov si danes številne države želijo preučiti globine morja, ker je možno, da vsebujejo dragocene minerale, ki so potrebni za sodobno tehnologijo. Sem spadajo materiali, ki se uporabljajo v baterijah, elektroniki in drugi napredni tehnologiji. Zaradi tega narašča zanimanje držav, ki imajo sposobnost izvajanja raziskovanja globokega morja. Trenutno različne države že uporabljajo posebne robote, raziskovalne podmornice in visokotehnološka plovila za raziskovanje najglobljih delov oceana. To ni lahko narediti, ker je kraj zelo nevaren. Pritisk na dnu je izjemno nevaren. Preprosto povedano, kot da bi te pod vodo pritisnila izjemno velika teža. In tudi debelo železo se lahko uniči, če ni dovolj močno. Toda kako je nastal Marijanski jarek? Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všečet in da se naročiš na naš kanal. Po nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Da boš razumel, si predstavljaj površje Zemlje kot velik sestavljanko, sestavljeno iz ogromnih kosov kamnin. Tem kamninam pravimo tektonske plošče. Te plošče se zelo počasi premikajo skozi milijone let. Zdaj, v bližini Marijanskega jarka, sta dve ogromni plošči, ki se potiskata ena proti drugi. Ena izmed njih je Pacifiška plošča. Ker je ta težja in starejša, se počasi potaplja pod drugo ploščo. Ta proces imenujemo subdukcija. Ko se ena plošča še naprej potaplja pod drugo, nastane zelo globoka jama na dnu oceana. In to je prav Marijanski jarek. To je kot počasno trčenje dveh orjaških kosov kamnine skozi milijone let. To se ne zgodi nenadoma, poteka počasi. Vendar je učinek na obliko našega planeta izjemno močan. Leta 1975 so raziskovalci prvič poskušali izmeriti globino jarka samo z dolgo vrvjo in težko opremo. Z britanske ladje HMS Challenger. Po zgodovinskih zapisih je trajalo zelo dolgo, preden je vrv dosegla samo dno morja. Sprva mnogi niso mogli verjeti, kako velika je bila izmerjena globina, a vendar je s pretekom desetletij postajalo vse bolj jasno, da sta obseg in globina Marijanskega jarka resnična. In bolj ko razkriva svoje skrivnosti, bolj postaja pomemben za današnji svet. Kajti pod tem izjemno temnim oceanom so morda skriti nekateri najpomembnejši viri in znanstvena odkritja za prihodnje generacije. Kljub temu, leta 1960 sta se dva človeka odločila narediti nekaj, kar je bilo v tistem času skoraj nemogoče. Njun načrt? Spuštiti se na samo dno Marijanskega jarka, kraja, ki ga skoraj nihče ni videl s svojimi očmi. Uporabila nista običajne podmornice, njeno ime je bilo Trieste.
To je bilo posebno vozilo, narejeno samo za eno stvar, da se spusti izjemno globoko pod morsko gladino. V notranjosti je bila majhna kovinska kabina, v katero sta komajda spravila 2 človeka. Bila je kot majhna kovinska krogla, pritrjena pod velikim rezervoarjem. Tam sta se ukrcala švicarski inženir Jacques Picard in ameriški mornariški častnik Don Walsh. Medtem ko sta se spuščala globlje v ocean, je svetloba postopoma izginjala. Po nekaj urah je bila okoli njiju popolna tema. Ničesar nisi mogel videti. Voda je bila tudi izjemno mrzla, skoraj ledena, toda njun največji sovražnik ni bila tema ali mraz, temveč pritisk. Namreč, bolj ko se spuščaš globoko v morje, večja je sila vode, ki pritiska na tvoje telo in tvoje vozilo. V Marianskem jarku je pritisk tako močan, da se lahko celo debelo jeklo zdrobi. Preprosto povedano, predstavljaj si, da imaš ogromno goro, ki pritiska na majhen predmet. Takšna je moč pritiska tam spodaj. Po podatkih NOAA in drugih raziskovalcev oceanov je pritisk v Challengerjevi globeli več kot 1000-krat močnejši od pritiska, ki ga doživljamo na površju Zemlje. Medtem ko je Trieste potoval navzdol, se je v kabini nenadoma zaslišal močan zvok, podoben eksploziji. Del njihovega opazovalnega okna je počil zaradi izjemnega pritiska. Na takšni globini je bilo to izjemno nevarno. Ker če bi jeklo ali steklo vozila popolnoma popustilo, to ne bi bil le preprost vdor vode. Zaradi izjemno močnega pritiska bi se lahko celotno vozilo v trenutku zdrobilo. Kljub nevarnosti pa so nadaljevali s spuščanjem. In po skoraj 5 urah potovanja v globino so dosegli samo dno Marianskega jarka. Oni so bili prvi ljudje v zgodovini, ki so osebno videli najgloblji del planeta. In tam so opazili nekaj, kar je presenetilo znanstveni svet. Tukaj je življenje. Po poročilih in zgodovinskih zapisih so opazili organizem, ki se premika pod morjem. Zaradi tega se je začelo spreminjati prejšnje prepričanje znanstvenikov, da je nemogoče, da bi v takšnem okolju obstajalo življenje. Včasih je namreč veliko ljudi mislilo, da v zelo globokem morju ne more nič preživeti zaradi izjemno visokega pritiska. A izkazalo se je, da to ni res. Na dnu Marianskega jarka obstajajo organizmi, ki so se prilagodili izjemno težkim pogojem. Obstajajo majhna bitja in bakterije, ki lahko preživijo, čeprav bi pritisk skoraj zdrobil druge običajne živali. Še bolj presenetljivo pa je, da je njihov način preživetja drugačen v primerjavi z bitji na površju Zemlje. Na primer, veliko živali v plitvem morju uporablja kalcij za svoje trde kosti in lupine. Toda pa v globinah Marianskega jarka je težko preživeti s takšnim telesom, saj na to vplivata pritisk in kemija vode. Zato ima večina bitij v globinah mehka telesa in nenavaden videz, kot da so iz drugega planeta. In prav zaradi tega so znanstveniki postali še bolj zainteresirani za globine morja. Ker če obstaja življenje, ki lahko preživi v takšnem okolju tukaj na Zemlji, je mogoče, da obstaja življenje tudi drugje v Osončju, kjer so izjemno težki pogoji. Do danes je še vedno veliko delov Marianskega jarka, ki niso popolnoma raziskani. Po mnenju strokovnjakov vemo več o površju Lune kot pa v najglobljem delu lastnega oceana. In ko bolj kot se razvija raziskovalna tehnologija različnih držav, več skrivnosti globin se postopoma razkriva. Skrivnosti, ki so milijone let skrite pod najtemnejšimi deli Zemlje. Zdaj, ko se spuščamo globje v oceanske globine, svetloba s površja postopoma izginja. Sprva je še vedno vidna modra barva morja. Toda, ko se spuščamo globje, je kot da vstopamo v svet brez sonca in brez jutra. Tukaj se življenje začne spreminjati. V tem delu morja sončna svetloba težko prodre, zato morajo živali tukaj najti načine, kako preživeti. Nekatere živali so tukaj razvile večje oči, da lahko najdejo hrano tudi v popolni temi. Druge pa so našle še bolj nenavadne načine. Same ustvarjajo svojo lastno svetlobo. Temu pravimo bioluminescenca. Po raziskavah morskih biologov in National Geographica ima veliko globokomorskih bitij sposobnost ustvarjanja svetlobe s kemično reakcijo v svojem telesu. Kot da imajo grajeno svetilko, toda to ni samo zato, da bi bili videti lepo. Uporabljajo jo za lovljenje hrane, izogibanje plenilcem in iskanje partnerja v popolni temi morja. Pod morsko gladino je svetloba zelo pomembna, saj skoraj ničesar ne vidiš. Ena izmed nenavadnih bitij tukaj je sekirasta riba. Njeno telo je zelo tanko, skoraj kot rezilo noža. A najbolj opazne so njene velike oči, ki so vedno uprte navzgor.
To počne zato, da vidi sence živali, ki plavajo nad njo. Ima pa še eno nenavadno sposobnost. Na spodnjem delu telesa ima majhne organe, oddajajo modro svetlobo. To svetlobo uporablja, da se ujema z barvo vode, gledano od zgoraj. Preprosto povedano, posnema svetlobo iz okolice, da ga plenilci spodaj ne morejo videti. Kot nekakšen nevidni način pod vodo. Toda bolj ko se spuščamo globje, bolj postaja okolje neizprosno. Prišli bomo do dela oceana, ki ga znanstveniki imenujejo polnočna cona. Tukaj ni več nobene sončne svetlobe. Tukaj je stalna tema. Od tu naprej, vse do najglobljega dela jarka, je edina svetloba, ki jo boš videl, tista, ki prihaja iz samih živih bitij. In ker običajen vid tukaj nima več nobene koristi, so se telesa teh bitij prilagodila. Nekatera lahko zaznajo tudi najmanjše gibanje v vodi. Tudi najmanjše plavanje drugih živali takoj začutijo, kot da ima celo njihovo telo izjemno občutljiv radar. Ker je tukaj tudi malo hrane, morajo bitja izkoristiti vsako priložnost, da kaj pojedo. Eden od primerov za to je pelikanski jegulja. To ni velika žival, vendar ima izjemno velika usta v primerjavi s svojim telesom. Zmožen je pogoltniti celo plen, ki je večji od njega samega. Na območju, kjer včasih mine več tednov ali mesecev, preden spet najdejo hrano, si živali ne morejo privoščiti izbirčnosti. Ko pride hrana mimo, jo morajo takoj pojesti. V tej globini so pravila življenja res posebna. Ni pomembno, kdo je lep ali močan, najpomembnejše je preživetje. A vendar obstaja eno veliko vprašanje, ki je dolgo časa begalo znanstvenike. Če na dnu morja ni sonca, odkot prihaja energija za celoten ta ekosistem? Kako preživi toliko biti na kraju, kjer skoraj da ni virov? Odgovor prihaja z vrha oceana. Vsak dan majhni delci počasi tonejo navzdol iz zgornjih plasti. Sem spadajo mrtvi plankton, majhni ostanki organizmov, ribji iztrebki in drugi organski materiali. Znanstveniki to imenujejo morski sneg. To je kot počasen dež majhnih delcev hrane, ki padajo z vrha morja. Vendar pa po raziskavah večino tega že prej pojejo druge živali, še preden doseže dno. Zato je res malo hrane, ki ostane za bitja v globinah. Včasih pa pride še večji blagoslov. In tukaj se dno morja spremeni v pravo praznovanje. Ko velika kita umre in potone na morsko dno, postane izjemno velik vir hrane za globokomorska bitja. To imenujemo padec kita. Po morskih raziskovalcih lahko truplo mrtve kita podpira življenje številnih organizmov zelo dolgo časa. Najprej pridejo mrhovinarji, kot so morski psi in velike jegulje. V zelo dolgem obdobju najprej pridejo mrhovinarji, kot so morski psi in velike ribe. Nato sledijo še raki, črvi in druge majhne živali, ki pojedo preostalo meso. In ko ostanejo skoraj samo še kosti, obstajajo še vedno nenavadni organizmi, ki se prehranjujejo prav s skeletom kita. Skoraj nič se ne izgubi pod morjem. Na kraju, kjer je življenje zelo težko, je vsak košček energije dragocen. In prav zaradi te anstojniki še bolj dokazujejo, da tudi v najtemnejših in najbolj nevarnih delih Zemlje življenje vedno najde način, da se nadaljuje. Kljub temu je svet pod Marijanskim jarkom še globlje, kot si večina ljudi predstavlja. Onkraj običajnega morskega dna obstaja še in bolj ekstremen del oceana, ki je skoraj kot ločen svet. To znanstveniki imenujejo hadalna cona. Njeno ime izhaja iz besede Hades, ki v starodavni mitologiji pomeni podzemlje ali svet mrtvih. In to je le zelo primerno, saj na tem območju skoraj da ni več običajnega življenja, če ga primerjamo s površjem Zemlje. Izjemno je temno, izjemno mrzlo in pritisk je zelo visok. Toda kljub tako težkim pogojem, tu še vedno obstajajo bitja, ki preživijo. Ena izmed najbolj nenavadnih odkritij znanstvenikov je Marijanska polžja riba. Po raziskavah globokomorskih raziskovalcev in National Geographic je to najgloblje živeča riba, ki so jo odkrili na Zemlji. Ko jo vidiš, ne izgleda kot običajna riba. Njena barva je bleda in telo je skoraj kot žele. Tudi njene kosti niso trde kot pri navadnih ribah. Namesto tega je večina njenega telesa prožna in mehka, da prenese izjemen pritisk na dnu morja. Preprosto povedano, če bi običajno žival ali človeka postavili na takšno globino, bi jih pritisk takoj zdrobil. Ampak polžja riba je drugačna. Evoluirala je, da tam preživi, kot da je bilo celo njeno telo ustvarjeno prav za globine. In ni ona edina nenavadna bitja na tem mestu. Obstajajo tudi organizmi imenovani ksenofiofori.
Čeprav izgledajo kot navadno blato ali kamen, so živi. Še bolj presenetljivo pa je, da so to enocelični organizmi. To pomeni, da je celo njihovo telo sestavljeno samo iz ene celice. Kljub temu pa lahko zrastejo skoraj tako veliki kot človeška pest. Po mnenju morskih znanstvenikov jim še vedno predstavlja veliko uganko, kako ti organizmi prenesejo izjemno velik pritisk na dnu jarka. V običajnih razmerah lahko prevelik pritisk uniči strukturo navadnih celic. Toda na dnu Marijanskega jarka kot da veljajo drugačna pravila življenja. Obstajajo tudi mikrobi v globinah, ki za preživetje ne potrebujejo sončne svetlobe. Namesto tega se prehranjujejo s kemikalijami, ki prihajajo neposredno iz notranjosti Zemlje. To je eno najpomembnejših odkritij globokomorske znanosti, kajti to dokazuje, da je možno, da organizmi preživijo tudi brez sončne svetlobe. Na površju Zemlje je večina življenja odvisna od sonca. Rastline uporabljajo sončno svetlobo za ustvarjanje energije. Nato jih pojedo druge živali in tako se cikel življenja nadaljuje. Toda v globinah jarka deluje drugačen sistem. Tukaj obstajajo organizmi, ki uporabljajo kemikalije iz notranjosti Zemlje kot vir energije, kot da jih hrani kar sam planet. In zaradi tega so znanstveniki postali še bolj zainteresirani za možnost življenja na drugih planetih ali lunah v našem osončju. Ker če lahko življenje preživi v takšnem okolju tukaj na Zemlji, je morda to mogoče tudi na krajih brez sončne svetlobe, a s podzemnimi oceani ali kemično aktivnostjo. Toda ko so ljudje vedno bolj poglabljali svoje raziskave o Marijanski jarek, se je začela spreminjati še ena stvar. Postopoma postaja središče globalnega tekmovanja v globokem morju. Včasih sta bila znanost in raziskovanje glavna razloga, zakaj so države želele preučevati Marijanski jarek. Toda danes je razprava že veliko večja. Sem spadajo tudi viri, tehnologija, vojaška strategija in nadzor nad globokim morjem. Več desetletij po zgodovinskem potopu Triesteja leta 1960 se je le malo ljudi vrnilo na samo dno jarka, saj je bila misija izjemno draga in nevarna. Nekatere dele globokega oceana je celo teže doseči kot Luno. A vendar je svet začel ponovno posvečati pozornost temu leta 2012, ko je filmski ustvarjalec James Cameron opravil solo misijo v globoko morje. Po poročili BBC in National Geographic je uspešno prispel do Challenger Deep z posebej zasnovano podmornico. Potem se je zanimanje za raziskovanje globokega morja ponovno povečalo. Za njim je sledil raziskovalec Viktor Veskovo, ki je prav tako opravil številne potope v Marijanski jarek od leta 2019 dalje. Medtem ko so druge misije financirali zasebni raziskovalci, pa Kitajska ubira drugačno smer. Leta 2020 je kitajska podmornica Fendu Fenduje po uradnih kitajskih poročilih in mednarodnih objavah dosegla Marijanski jarek. To je napredno globokomorsko vozilo, izdelano za zahtevne raziskovalne misije. Toda cilj Kitajske ni zgolj preprost obisk. Po mnenju analitikov so bolj osredotočeni na dolgoročno prisotnost v globokem morju. Namesto ene velike misije uporabljajo več avtonomnih podvodnih vozil ali AUV-jev. To so roboti, ki lahko dolgo časa delujejo pod vodo, tudi če v njih ni ljudi. Zmorejo izdelati zemljevide morskega dna, analizirati sedimente in zbrati ogromno informacij o dnu oceana. In ker so cenejši v primerjavi s tradicionalnimi misijami z ljudmi, jih lahko uporabljamo pogosteje in v večjem številu. Zaradi tega globoko morje postopoma postaja nova strateška meja. Ne gre več samo za odkrivanje nenavadnih živali, namesto tega pa postaja tudi boj za podatke, vire, tehnologijo in vpliv v najglobljih delih planeta. Kljub temu, medtem ko se več držav pošilja robote in podmornice v globine morja, je zdaj bolj jasno, da znanost ni edini razlog, zakaj narašča zanimanje za Marijanski jarek in raziskovanje globokega morja. Veliko je na kocki, eden najpomembnejših razlogov pa so viri. Pod obsežnimi deli globokega oceana so na morskem dnu raztreseni nenavadni kamni. Na prvi pogled ne izgledajo nič posebnega, saj so kot navadni majhni kamni ali krompirji, ki ležijo na dnu morja. Vendar pa po poročilih Reutersa, BBC-ja in Mednarodne pomorske uprave, ti kamni vsebujejo dragocene kovine, kot so nikelj, kobalt in mangan, ki so izjemno pomembni v sodobnem svetu. Te kovine se uporabljajo za izdelavo baterij za električna vozila, pametne telefone, vetrne turbine in drugo tehnologijo, ki je potrebna za obnovljivo energijo.
Preprosto povedano, bolj kot svet prehaja na zeleno energijo in električno tehnologijo, večje je tudi povpraševanje po teh kovinah. Zato je za nekatere države in velika podjetja morsko dno kot novo rudnik prihodnosti. A obstaja velika težava. Znanstveniki še vedno niso prepričani, kakšen bo vpliv rudarjenja v globinah morja. Po mnenju morskih raziskovalcev in okoljskih skupin se globokomorski ekosistemi oblikujejo zelo počasi. Zato, če se zaradi rudarjenja poškoduje del morskega dna, lahko traja zelo dolgo, preden si jo pomore. In ker še vedno veliko ne vemo o življenju pod morjem, obstaja strah, da bi lahko bili organizmi, ki jih znanost še ni popolnoma odkrila, uničeni še preden jih sploh spoznamo. Pa so res samo viri razlog, zakaj je globoko morje pomembno? Ne. Obstaja še ena bolj občutljiva in bolj zapletena tema – komunikacija in globalni internetni sistem. Večina ljudi misli, da internet prihaja iz satelitev v vesolju. Vendar pa po mnenju mednarodnih telekomunikacijskih strokovnjakov, več kot 90% mednarodnega internetnega prometa po vsem svetu poteka prek podmorskih podatkovnih kablov. To so dolgi optični kabli, položeni na dnu oceana, kot velikansko omrežje kablov, ki povezuje različne države. Tukaj potekajo spletno bančništvo, videoklici, družbena omrežja, mednarodne poslovne transakcije, vojaška komunikacija in skoraj vse sodobne digitalne dejavnosti. Preprosto povedano, če se ti pomembni kabli pretrgajo, je lahko prizadet internet in komunikacija v številnih državah. In tukaj nastopi nova skrb vladnih in vojaških analitikov. Kar se ista tehnologija, ki se uporablja za raziskovanje globokega morja, lahko uporabi tudi za iskanje, nadzor ali uničenje podmorskih kablov. Naprimer, avtonomna podvodna vozila ali globokomorski roboti lahko zelo podrobno kartirajo morsko dno. V napačni situaciji pa jih je mogoče uporabiti tudi za odkrivanje, kje se pod morjem nahajajo ključne komunikacijske linije. Zaradi tega nekatere države začenjajo gledati na globoko morje kot na novo strateško bojišče. To ni kot običajna vojna, kjer so na površju vidni tanki ali lovci. Je tišja, bolj skrita in težje jo je braniti. Ker so oceani izjemno obsežni in je zelo težko nadzorovati njihovo dno. Po mnenju analitikov in varnostnih strokovnjakov je to razlog, zakaj številne države danes širijo svoje programe za tehnologijo globokega morja. Ne samo za znanost, ampak tudi za dolgoročno gospodarsko in strateško prednost. A vendar še vedno obstaja veliko pravnih vprašanj glede tega. Ker velik del globokega oceana ni v lasti ene same države. Po mednarodnih pomorskih sporazumih in razpravah Združenih narodov se nekateri deli odprtega morja štejejo kot skupno območje celega sveta. A tudi če obstajajo že obstoječa pravila, je še vedno veliko sivih območij, ko gre za rudarjenje, raziskovanje in uporabo tehnologije globokega morja. In medtem, ko mednarodni sporazumi počasi napredujejo, države še naprej nameščajo svojo opremo pod morjem. Preprosto povedano, medtem ko svet še vedno razpravlja o pravilih, države z naprednejšo tehnologijo že postopoma pridobivajo nadzor in informacije. Zato Marijanski jarek danes ni več le navaden globok del oceana. Postal je simbol izzivov sodobnega sveta. Kraj, ki je enako pomemben za znanost, vire, okolje, tehnologijo in svetovno varnost. Po eni strani nam lahko pomaga razumeti izvor življenja in skrivnosti našega planeta, vendar pa je po drugi strani lahko tudi središče tekmovanja za moč in nadzor v prihodnosti. In ko več držav odhaja v globine morja, ostaja eno veliko vprašanje. Bo svet lahko zaščitil eno zadnjih še neraziskanih območij na Zemlji? Bo to pripeljalo tudi do ostrega boja za vire in strateško prevlado? Za zdaj še ni jasnega odgovora, kajti boj za globine oceanov se šele začenja.